Ne samo Božič, ampak vsi pomembnejši verski prazniki imajo danes močno poudarjeno tudi potrošniško noto. Velika večina o Božiču v prvi plan postavlja vsaj dve sestavini, ki sta povezani s potrošništvom. Obdarovanje in prehransko kulturo oziroma uživanje prazničnega obilja. Če gremo pa nazaj v zgodovinski razvoj in pogledamo, kako je ta praznik bil zasnovan pri naših prednikih, pa vidimo, da je tudi eden od vrhuncev praznika bil povezan z določenimi jedmi, ki pa so seveda imele tudi, nek duhovni pomen in še nekaj. Te jedi so si ljudje sami pripravili, jih niso, v poglavitnem jih niso kupovali, že izgotovljene, tako kot danes. In še ena značilnost je bila, za ta praznik se je stopnjevano pripravljal. Ljudje so se dan za dnem v adventnem času pripravljali na praznik z različnimi jedmi, ki so nato za Božič dosegle svoj kulinarični vrhunec. Danes pa se ljudje zaradi hitrega načina življenja in prezaposlenosti, božičnega vzdušja in priprav lotevajo zadnji trenutek. Mnogi časovno stisko kompenzirajo z razkošnimi darili. Da prvotno ne smemo govoriti o darilih, ampak o darovih. Kaj to pomeni? To pomeni, da so ljudje obdarovali ljudi s tistimi darovi, ki so jih ustvarili s trudom svojih rok, svojim znanjem in s pomočjo narave. In seveda posebno povezano z razumevanjem narave, z razumevanjem, da je na eni strani narava umrla in da bo po Božiču se začelo rojevati novo življenje tudi v naravi. Zaradi tega seveda so ti darovi narave imeli tako pomembno vlogo. Tega danes ni več. Danes pa si je namreč težko predstavljati, da nekomu za Božič podarimo jabolko ali oreh, četudi je to moderno obdarovanje z nenaravnimi, a lepo zavitimi darili, nastavljenimi pod smrečico, sorazmerno mlad pojav. Tega v protestantsko Nemčijo v 17. stoletje, jasno, na Slovenskem so te stvari mnogo poznejše. O spremembah na področju praznovanja, ne samo Božiča, tudi drugih praznikov, lahko govorimo nekje od druge polovice 18. stoletja dalje, ko so se postopoma začele gmotne razmere seveda na Slovenskem izboljševati, in se je tudi družbena, razslojenost bistveno začela spreminjati. Kljub vsemu pa se je Božič pri nas do konca 80. let prejšnjega stoletja uspešno ohranjal v intimi družinskega okolja. Temu je botrovala predvsem drugačna družbena ureditev oziroma ideologija, ki je praznovanje Božiča na javni ravni prepovedala in tako praznik kar nekaj časa varovala pred kremplji kapitalizma in masovnega potrošništva. Danes pa praznik praznujejo tudi ateisti. Vedno bolj postaja neko dvojno praznovanje. Na eni strani praznovanje Kristusovega rojstva, kar praznujejo verujoči, in pa praznovanje, ki je na nek zelo simbolen ali pa obredni način povezano z dejstvom, da gre za konec leta v bistvu in da je to napoved novega leta. Čeprav samo novo leto seveda praznujemo s Silvestrom, ampak vemo, da praznovanje Silvestrovega je v bistvu otrok 20. stoletja. Tudi velika noč dobiva pri nekaterih posameznikih in družinah značaj nereligioznega praznovanja in jo mnogi izkoriščajo kot neko veselje nad dejstvom, da v deželo prihaja novo življenje, se pravi v naravi, to se pravi pomlad. Vzrokov za takšne spremembe je več. Najbolj poglaviten pa je verjetno povezan z današnjo družbeno naravnanostjo potrošništva, ki Božič množično reklamira in predvsem narekuje nove oblike obdarovalnih obredov. Predvsem obredi pritegnejo množico ljudi, tako verujočih kot neverujočih. Danes so znani recimo primeri, da številne, zlasti mlade družine izkoriščajo te praznike za to,
da recimo pripravijo neko jed, ki jo še nikoli niso kuhali. Ne? In moram reči, že take stvari izjemno pozitivno razumem, jih podpiram, ker si saj enkrat v letu ali pa dvakrat v letu, če damo še recimo velikonočno obdobje zraven, vzamemo vsaj nekaj časa za to, da izpopolnimo svoje znanje, da odkrijemo neke razsežnosti našega kulturnega bogatstva in kulturnih različnosti. Poglavitna razlika potrošnje za božič nekoč in danes je torej v tem, da je včasih šlo predvsem za obdarovanje z darovi narave, ki je danes v vseh pogledih zapostavljena. V ospredje sili predvsem industrijska produkcija daril, ki sicer opozarja na lastno ustvarjalnost, vendar zgolj pri vabljivem zunanjem videzu, vsebina pa je potisnjena v ozadje. Sicer pa noben praznik ni več takšen, kot je bil včasih, saj se je v zgodovinskem razvoju bolj ali manj vedno spreminjal.